Po vojni in italijanski okupaciji sem opazil v rojstnem kraju velike spremembe. Domačini so se zaradi ugodne denarne menjave in vojne odškodnine z lahkoto znebili predvojnih dolgov. Gosposke družine, v katerih so prej govorili slovensko le s podložnimi, so se zaradi prefinjenosti izčrpale. Domačini in okoličani so jih spodrinili z napornim delom že v enem rodu. Ob razpadu bližnje vojne fronte so obogateli novi trgovci in obrtniki ustvarili začetke domačega meščanstva in dali nov pečat industrijskemu kraju, s katerim se je tedaj ponašal ajdovski občinski urad. Z denarjem se je razvilo tudi kakor nikdar prej ali slej živahno kulturno življenje. Dramatični krožek je pogosto prirejal dobro uspele in pomembne igre. Mladina se je odvračala od pijančevanja in se bolj zanimala za oblačilo in šport. To je trajalo nekaj let. Jean Meležak je bil profesionalni francoski kolesar. Na 12. etapi dirke po Franciji leta 1955 je kolesarja čakal hud vzpon na goro Ventaux. 10 km pod vrhom je Jean padel v nezavest. Kasneje so ugotovili, da je bil pozitiven na doping testu, a je sam trdil, da je steklenico s prepovedanimi snovmi prejel od lastnika, ki pa ga žal ni želel imenovati. Zahteval je sodni postopek, a ta ni bil nikoli razrešen, zato se je vrnil nazaj na nadaljne dirke in do konca življenja zanikal kakršnokoli kršitev. Rick Demont je v starosti 16 let postal najmlajši plavalec, ki je zmagal na 400 metrov freestyle na olimpijskih igrah, bil pa je tudi favorit za zmago na razdalji 1500 metrov. Pred finalno tekmo je bil nepričakovano odstranjen iz bazena, odvzeta mu je bila medalja in diskvalificirali so ga iz nadaljnega tekmovanja. Med testiranjem so namreč ugotovili, da so Rickova zdravila za astmo vsebovala substanco efedrin, ki jo je Olimpijska zdravniška komisija prepovedala. To pravilo je bilo iz Rickove strani nedolžno kršeno, mnogi tudi trdijo, da sledovi teh zdravil nikakor niso mogli vplivati na izid dirke.
Italijan Marco Pantani velja za enega najboljših cestnih kolesarjev. Bil je zadnji, ki mu je uspelo v istem letu osvojiti Giro d'Italia kot tudi Tour de France. Leto kasneje je bil izključen na Giro d'Italia zaradi nepravilnih krvnih vrednosti. Zaradi nadaljnjih obtožb je Pantani zapadel v resno depresijo, od katere si ni nikoli več povsem opomogel. Umrl je v Riminiju leta 2004 zaradi prevelikega odmerka kokaina. I'm clumsy, and my head's a mess, 'cause you got me growing taller every day. We're giants in a little man's world. My heart is pumping, I'm so big that it could burst. I'm trying so hard not to let it show, but you got me feeling like I'm stepping on buildings, cars and boats. I swear I could touch the sky. I'm 10 feet tall.
Nekaj me srbi tle na glavi. Ma dobro, fantje, a se bomo malo razhibali? Hop, hop, dajmo, akcija. Lahko bi se mal izkazali tle pred gospodično, ki je den z nami. Drugač, telovadba je pomembna, ne? Najprej se treba malo ogret, pa narediste, pretečete še en tak krog, tam gor okoli škola lahko greste in je to tu, ne? Ne poznam, odkud vse ti besede iznavedoč stran, izbrisane vse zasluge, udarjene v ta moment, odmaknjene so obljube, prodane za naprej. Odkud so ti male ne poznam, zakaj vse zle besede nastale so tam, izbrisano vse nasilno, ostajale tisti vir, priznavajo le pripito, kar mudi jim papir. Skačemo v temi, početje je ekstaza, nevednost boli. Kdo je to bitje, ki pleše v ekstazi? Ali ni to strah? Strah nas je noči, trepetamo pred jutrom, še rosa ječi. Noč se preliva, zora že sanje boža, čutiš drhtenje.
V majhnem mirnem mestu po imenu Ajdovščina je poleg zvonika vsak dan sedel lakotnik. V žepu je imel toliko cekinov, da si je lahko privoščil le eno samo štruco kruha. V župniškem vrtu so se poleg zvonika vsak dan zbirali tudi otroci. Nekega dne, ko je Micka nesla 2 cekina starcu, njega tam ni bilo. Zgrojena Micka je sklicala celo vas in dejala: starca ni več, ubogi lakotnik, ki je komaj imel za štruco kruha, je umrl. Takoj zatem se je oglasil Janez Slavkov in dejal: Zagotovo je Franc Frančeškin lakotniku ukradel še zadnjo štruco kruha, ta pa je zaradi lakote umrl. Tako so vsi planili v prepir. Deček je stopil na sredino trga ter zavpil: Kaj vam je treba, prepira? Lakotnik je podaril meni in materi še svojo zadnjo štruco.
Zarja veka v zatonu se opira na portale katedral, lomi se v mavričnih pramenih, impresionira nimfe v kopeli, skriva se za horizonti in se druži z bliski v daljavi. Zvija svoj talent, pokrivam in zaprav, kakor svoje brke hidalgo, genijalen in nesramen. Mojster, čarodej kubizma, figuralike abstraktov, Jan treh profilov, Faven na ketavru, Pika in do smrti zbada bika. V navdihu pomladi, realizma, lepote dela je utrujenim likaricam njena paleta ljubeče zapela. Tačke mehke kakor žamet, levinje kremplji fini, sfinga nežno kruta. Tiska žensko njen modrc v svoj okvir, v svojo ječo, la donna è immobile. Ki vžiga pokrajine, peščenih in riževih poljan in razsvetljuje jankcija kalne vode. Sur le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sur le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rue sa Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris d'un tri de Saint-Louis.
In v tem primeru, v tem trenutku se jaz spomnim na pregovor, ali kako se temu reče, na rek, manj je več. Torej, predvsem zato, ker včasih, ko so imeli manj informacij, so mogoče bolj handlali z njimi, oziroma so prej vedeli, kaj je prav in kaj je narobe, kakor danes. Sami veste, da so se mediji neverjetno spremenili, veliko ljudi govori o zatonu tradicionalnih medijev, torej tiska, radia in televizije. Zakaj? Seveda zaradi digitalizacije. Makedonije, Rusije, spletnih strani, kjer ni bilo nobenih novinarjev, toliko časa ponavljal laž v nekem okolju pandemije, splošne histerije, da so ljudje dejansko umrli. Torej, lažne novice imajo zelo, zelo resne in tragične posledice. Redko pa za te posledice odgovarjajo ljudje, ki so si jih izmislili. When it rains, it pours, but you didn't even notice. It ain't raining anymore. It's hard to breathe when all you know is the struggle of staying above the rising water line. Well, the sky is finally open. The rain and wind stop blowing, but you're stuck out in the same old storm again. You hold tight to your umbrella. Well, darling, I'm just trying to tell you that there's always been a rainbow. Želite slišati vprašanje za milijon evrov? Zelo preprosto je in se glasi: kako ukrotiti epidemijo? Epidemije so skozi zgodovino krojile usodo številnih narodov. Na začetku 20. stoletja so nastali prvi matematični modeli, s katerimi so skušali omejiti prekomerno širjenje nalezljivih bolezni. Lansko leto je cel svet zajela epidemija COVID-19 in vsi si želimo, da bi poznali odgovor na zgoraj zastavljeno vprašanje. Gospa Barbara Boldin z Univerze na Primorskem nam je na predavanju razložila najpreprostejši, tako imenovani SIR matematični model za opisovanje dogajanja v epidemiji. V sredstvih javnega obveščanja lahko pogosto slišimo, kako različni strokovnjaki oblikujejo svoje modele in ponujajo svoje rešitve. Kateri je pravi? Kateremu verjeti? Nobeden. Nobeden iz modelov ni pravi. Vsi so napačni, dejstvo je le, da nekateri bolje, nekateri pa malo manj uspešno opišejo dogajanje v epidemiji.
V tem trenutku sem spoznal, da sem prestar za tako mladino, polno ambicij in tudi nezaupanje do vsega, kar pride iz tujine, posebno iz Zahoda. Vdal sem se v največjo rezignacijo in sklenil, da ostanem samo ob strani tej mladini, da jo pri delu le opozarjam na morebitne napake in ji pomagam z nasveti, kolikor pač zmorem. Večkrat sem jo občudoval v njenem zanosu, volji do dela, vztrajnosti in iznajdljivosti. Včasih pa sem jo kot resen očak posvaril, ko je v svoji nebrzdanosti preskočila določene meje.